Lepo pozdravljeni. Vlada je na včerajšnji seji sprejela podlage za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo ter z odlokom določila ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo. Vlada Republike Slovenije se je na včerajšnji seji seznanila s poročili vseh 5 delovnih skupin, ki bodo služile za pripravo smernic za drugi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in gospodarstvo. Ta drugi zakonski paket bo predvidoma sprejet in uveljavljen še do konca tega meseca. Ob tem je vlada sklenila, da bo v nadaljevanju postopka priprave drugega paketa ukrepov Ministrstvo za finance pripravilo 2 zakonska predloga, dopolnitve in sprememb prvega paketa ukrepov in predlog zakona o reševanju likvidnosti slovenskega gospodarstva. Sicer pa se, če bo število okužb nizko, kot je na današnji novinarski konferenci napovedala infektologinja Bojana Beović, prvi manjši paket sproščanja ukrepov morda obeta že v ponedeljek. Smiselno je odpirati dejavnosti, ki lahko potekajo varno, z upoštevanjem fizične razdalje med ljudmi in z upoštevanjem higienskih pravil. Postopno je smiselno odpirati dejavnosti, ki so pomembne za življenje in ki bodo v čim večji meri omilile gospodarsko škodo, je pojasnila. Glede na napovedi bodo med ponudniki storitev, za katere bodo omejitve odpravljene najprej, vulkanizerji, avtopralnice, avtomehaniki in trgovine z gradbenimi materiali. Vlada je na včerajšnji seji z odlokom določila tudi ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo. Nadaljujemo v Sevnici. Pogovarjali smo se s tamkajšnjim županom Srečkom Ocvirkom in ga povprašali, kako teče življenje v občini. Kot je povedal, poleg vseh predpisanih izvajajo še nekatere dodatne ukrepe za zajezitev epidemije. Trenutno stanje je nekako mirovanje, nekako novih okužb v naši občini ni, tako da smo nekako mirni. Hkrati pa izvajamo vse predpisane ukrepe in še marsikateri ukrep, ki nekako dodatno zagotavlja varnost vseh nas občanov, ki tukaj živimo in hkrati čim bolj normalizira naše življenje pač v dani situaciji. Tako da preprečevanje druženja, zaprta igrišča, odprta parkirišča brez parkirnin, tudi ukrepi nezaračunavanja neopravljenih dejavnosti, tako kot je naročila oziroma predpisala vlada. Dodatno označujemo, kaj se sme, kako in kaj ne, potrebo po razkuževanju, nošnji mask. Hkrati smo tudi že 3-krat z letaki obvestili vsa gospodinjstva. To je bil način obveščanja tudi tistih, ki nimajo vseh elektronskih medijev, kajti nekateri nimajo na razpolago vsega tega, vse te tehnike in smo ocenili, da je pomembno, da tudi z letaki obveščamo. So bile sporočene vse potrebne številke, ki so nekako nujne, od centra za socialno delo, predvsem zdravstvenega doma, tudi občine, vseh služb, policije, ki so v taki situaciji potrebne za čim bolj normalno delo. Hkrati pa tudi obveščamo občane o lokalni oskrbi, o odprtju trgovin, o veliko ukrepih, ki so nujni za normalno življenje v tem času. V občini Sevnica je od nedavnega v veljavi sklep o začasnih nujnih ukrepih, s katerimi tudi na nek način pomagate obrtnikom in gospodarstvenikom. Ti začasni nujni ukrepi so nekako v enem delu se prekrivajo z državnimi, pa vendar zaradi različnih pristojnosti so nujni, da jih sprejme tudi občina in nekako sledijo in odgovarjajo na potrebe, ki so nastale v tem trenutku. In je prav, da so pokriti tudi s sklepom. To so ti ukrepi, da se ne zaračunavajo najemnine, da se parkirnine ne zaračunavajo in tako dalje. Ti ukrepi so ta hipni ukrep za izboljšanje stanja oziroma da so občani nekako prepričani v to, kar vsi govorimo oziroma predstavljamo. Ti ukrepi so pa širši, mnogo širši na tistem delu, ki ni obvezen. Občina Sevnica se je zelo vključila v zagotavljanje zaščitne opreme,
prostovoljci pripravljajo zaščitne maske, ki jih potem delijo med občani. Razdelili smo precej razkužilnih sredstev, zato da v trgovinah, podjetjih lažje delajo, da so bolj varni. Podjetje Plastaform je naredilo kar nekaj vizirjev, ki so zelo uporabni tako v domovih za starejše, v zdravstvenem domu, pa tudi na blagajnah. In to so vse ukrepi, ki nekako povečujejo varnost občanov, preprečujejo širjenje okužbe, hkrati pa omogočajo tudi tekoče delo. Sevniška podjetja v veliki meri delajo, proizvajajo, proizvodnja zagotovo je potrebna, pa vendar je potrebno tudi zagotoviti to varnost. Sicer za samo varnost je vsak občan odgovoren zase. To je osnovna doktrina oziroma osnovni princip, pa tudi podjetje za svoje zaposlene, ampak kljub temu smo se kot občina, kot štab civilne zaščite odločili, da pripomoremo k temu, da bodo lažje zagotovili te osnovne opreme. Kajti na trgu je sploh ob začetku te korona krize nastal problem zagotovitve opreme, primerne opreme. Sedaj je stanje bistveno boljše, kot je bilo pred tednom dni ali pa 10 dnevi. Je opreme nekoliko več na razpolago, hkrati pa so tudi nekako sami občani videli, da se marsikaj da postoriti sam, da se da zelo dobro samozaščitno ravnati in to je stanje izboljšalo. Mogoče pa nastaja na drugi strani težava, kajti nekateri, ki postajajo nestrpni v tem času, to je zelo majhen delež občanov, vnašajo nek nemir. Zato se res zahvaljujem vsem, ki se trudite prenašati to nenaravno stanje in z veliko odgovornosti izvajate ukrepe za preprečevanje širjenja, da s tem pripomorete in tudi nekako spodbujate tiste, ki postajajo nestrpni k temu, da ukrepe spoštujejo, kajti gre za našo skupno varnost, za varnost vsakega posameznika in to je zelo pomembno. Ali na občini razmišljate še o kakšnih dodatnih ukrepih? No, ocenjujemo, da ti ukrepi nekako dosegajo cilje. To smo preverili tudi v tem tednu na štabu civilne zaščite. Smo pa izredno osredotočeni na domove za starejše. Kar 3 so v občini Sevnica, Impoljca v Sevnici in v Loki. To so zelo izpostavljene točke, zelo kritične točke, rizične točke. Tukaj je predvsem vodstvo teh domov izredno odgovorno, ravna po vseh pravilih stroke, po najboljšem znanju, ki ga ima in navodilih, ki jih uspejo pridobiti. Hkrati pa ostale podporne službe nekako delamo vse ukrepe, da bi zmanjšali tveganje. Tudi gasilska služba razkužuje okolico zdravstvenega doma, domov za starejše in teh objektov, da čim bolj zmanjšamo tveganje za okužbo. To so izredno zahtevni objekti oziroma zahtevne skupnosti, v katere izredno veliko energije vlagamo vse službe. Sprejeti občinski ukrepi prinašajo dodatne stroške občine. Ali že imate oceno, koliko bo to stalo občinski proračun? Ta trenutek spremljamo stroške, vendar skupne ocene nimamo, koliko bo stalo to občinski proračun. Hkrati pa moramo se tudi zavedati, da je v nekako 2 tednih nastal tudi nekolikšen primanjkljaj na aktivnostih, ki bi morali biti izvedene, pa vendar ne samo, da so bile na občini, so bile izvedene, vendar občani ne urejajo stvari tako, kot so bile načrtovane. Projekti, ki jih vodijo tudi občani, ne tečejo ali pa tečejo z zmanjšano dinamiko in tu bodo nastali nekako preneseni sekundarni stroški oziroma zmanjšana aktivnost
Tako občina, zdaj v tem času smo zaposlenimi nadoknadili mogoče katero od zamud, ki je bila, pa vendar nekako naletimo na težavo različnega delovanja služb in težko izvajamo dela oziroma naše naloge v celoti naprej. Tako da želimo, da se čim prej to vzpostavi, da se vrne v utečene tirnice, kljub drugačnim pogojem dela. Tudi midva se danes pogovarjava po Skypu, ne v občinskem parku kot ponovadi. Tudi na občine delamo preko videokonferenc, ki so lahko popolnoma učinkovite, vendar moramo na novo sprejeti ta princip dela, ne samo med sodelavci znotraj občine, ampak tudi širše med službami. To pa je drugačen pristop, ki ga je potrebno osvojiti. Tako da tudi kar nekaj energije smo vložili v to, sodelavci, predvsem pa ravnatelji, učitelji, da so bili vsi otroci povezani preko širokopasovnih povezav, zato da lahko delajo od doma, nekako se izobražujejo, hodijo v šolo od doma. Pri tem je bila precejšnja skrb, da tiste, ki so nekoliko šibkejši, ki so manj vešči teh znanj, da jih podpremo pri tem, da ne bi prišlo do prevelikega razkoraka med tistimi, ki so vključeni, ki imajo vse to tehniko in med tistimi, ki nekako do sedaj še niso se vključili v ta sistem, ki ga nudi sodobna telekomunikacijska oprema. Kako pa je trenutno z najpomembnejšimi naložbami občine? Občina Sevnica je ob tej koronakrizi smo nekako nekatere aktivnosti nekoliko zadržali, hkrati tudi razpise za sofinanciranje civilne družbe, društev in še nekatere druge razpise. Po dobrih 2 tednih je bil ta sklep preklican in se postopki nadaljujejo. To je bilo pomembno zato, da niso tekli roki, kar je izredno pomembno za tiste, ki se prijavljajo na te razpise, da niso prišli v časovno stisko. Sedaj, ko smo ocenili, da zaradi tega ne bo nihče prikrajšan, ker bi se roki iztekli ravno v začetku koronakrize, smo nadaljevali postopke in jih bomo nadaljevali in zaključili čim prej. Hkrati pa bomo v samo pogodbo in v sklep predlagali sklep, da bodo lahko društva podala tudi nek reprogram, rebalans svojega programa, da tiste aktivnosti, ki bi jih morali izvesti nekako v marcu ali pa v aprilu, so bile planirane za ta čas, pa verjetno tudi v maju, lahko nadomestijo z drugimi aktivnostmi in bodo vseeno financirana. Tako da ne bi ta korona kriza preveč prizadela aktivnosti društev, da izgubijo zgolj čas, ta pomladanski čas, ne pa da izgubijo tudi sredstva oziroma da ne izvedejo programa. Če pa sprašujete pri investicijskih delih, pri projektih, ki se fizično izvajajo na terenu, res je, tudi ta dela so bila nekoliko zadržana v samem izvajanju, vendar ta trenutek gradbene ekipe že delujejo v manjših skupinah, tako kot je navodilo, in se na terenu že dogaja. Tisti projekti, ki so bili pričeti, že tečejo in v tem času smo pripravili vso potrebno dokumentacijo, tako da bodo izborni postopki za izbor izvajalca stekli in objavljeni v skladu s terminskim načrtom izvajanja projektov. Sedaj verjamem, da bo državni proračun razumel, da smo občine tisti investicijski potencial, ki bo na lokalni ravni zaradi investicij, ki jih izvajamo, tudi blažil krizo in da so te investicije zelo pomembne za naše lokalne izvajalce,
da jih pridobijo na javnih razpisih, da jih izvedejo in na tak način preživijo to leto, ki bo zagotovo zelo, zelo zahtevno. Imate za konec še kakšno sporočilo za gledalce, predvsem za vaše občane? Ja, predvsem bi se vsem občankam in občanom zahvalil za strpno in odgovorno prenašanje te novo nastale situacije, v katero smo padli in jo nekako skupno premagujemo. Veliko je prostovoljcev, veliko je tistih, ki prispevajo po svojih močeh, da je življenje čim bolj normalno, čim bolj utečeno v vseh teh okvirih. Želel bi, da nekako še zdržimo, da premagamo to krizo, to epidemijo, da smo tukaj složni in da se nekako srečujemo nadaljavo, tako kot je tale možnost, in da izkoristimo te pomladne dni za druženje na drugačen način, predvsem pa za sprehode v naravi. Epidemija koronavirusa kroji tudi življenje v domu upokojencev in oskrbovancev Impolca. Obiski svojcev so, kot tudi v drugih domovih, prepovedani, vendar je zaradi resnosti situacije tak ukrep nujen, pojasnjuje direktorica. Še vedno se trudijo, da aktivnosti potekajo ves čas, čeprav so druženje omejili na manjše skupine. Več o življenju v vseh 3 enotah doma pa v nadaljevanju. V času od 12. marca, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija koronavirusne bolezni, so v domu upokojencev in oskrbovancev Impolca postopoma uvajali vse potrebne ukrepe v skladu s smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pristojnih ministrstev in ostalih strokovnih ustanov. Pripravili smo tudi načrt za izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužbe. Seveda smo takoj v samem začetku začeli z vsemi ukrepi na področju higiene, razkuževanja, prezračevanja prostorov. Predvsem pa je bil seveda poseben izziv pred nas postavljen takrat, ko smo bili primorani zapreti naše domove, takrat, ko smo mogli tudi stanovalcem nekako povedati, da so tudi omejeni izhodi ven iz doma in takrat so seveda stanovalci še posebej potrebovali podporo. Zelo pomembno se nam je zdelo in ves ta čas se nam zdi, da ohranjamo družabne aktivnosti, da ohranjamo določene prostočasne dejavnosti, da vzdržujemo čim večji nivo aktivnosti naših stanovalcev glede na njihove sposobnosti. Mi se organiziramo v manjših skupinah, življenje poteka bolj na teh posameznih gospodinjskih enotah. Skratka, prilagodili smo celotno organizacijo dela, življenja in se tako nekako omejili znotraj posameznih enot. Čeprav so obiski v tem času prepovedani, ohranjajo stike s svojci. Že od vsega začetka smo svojce obveščali na naših spletnih straneh, kaj se z nami dogaja. Bili so vzpostavljeni tudi vsi, bom rekla, individualni stiki s svojci. Smo pa mislim, da je bilo v naslednjem tednu, pa vzpostavili še to video povezavo strani Telekoma, smo prejeli tudi nekaj donacij, telefonov, tako da smo v bistvu še povečali te možnosti, tako da se svojci zelo so se odzvali v bistvu, bom rekla, na to obliko in te stiki potekajo zelo intenzivno. Še vedno se trudijo, da aktivnosti potekajo ves čas, čeprav so druženje omejili na manjše skupine. Se zelo trudimo, da so naši stanovalci čim več tudi na svežem zraku. Nudimo jim podporo, ki jo v tej situaciji še bolj potrebujejo, in seveda ohranjamo druženje, ohranjamo preživljanje časa preko družabnih iger, branja, pogovorov, tako da to ves čas v bistvu poteka. Kako pa je s kadri? Ta izredna situacija jih je na tem področju pripeljala do dodatnih obremenitev. Moram reči, da smo vsak dan zelo hvaležni, da okužbe še nimamo, upam, da tako tudi ostane čim dlje. Je pa ves ta čas uvajanja teh novih ukrepov, seveda obremenjenost naših zaposlenih večja. Tako da zaenkrat
smo, tudi nekih bolniških odsotnosti nimamo, zaposleni res zelo sodelujejo, vsi skupaj, smo zelo prilagodljivi in naši stanovalci, menim, da imajo dobro podporo. Je pa seveda kader zaradi vseh teh sprememb, predvsem zaradi sprememb organizacij dela v procesih, je bolj obremenjen. V teh dneh sicer vzpostavljajo pogoje za ločeno nego in oskrbo stanovalcev s sumom in z okužbo v izolaciji v ločenem objektu enote Dvorec, vkolikor bo to potrebno. Ves čas na različne načine iščejo vire, da bi imeli vsaj nekaj varovalne opreme na razpolago. Nekaj te so pridobili tudi z donacijami. V minulem tednu so začeli sodelovati tudi s koordinatorjema za zdravstveno dejavnost ter nego in oskrbo v socialno-varstvenih zavodih, in sicer z namenom strokovne podpore in priprave optimalnih pogojev za ustrezno obravnavo in preprečevanje širjenja okužbe, če do te pride. Zelo dobro sodelujejo z zdravstvenim domom Sevnica in zdravstvenim domom Brežice ter lokalno skupnostjo, kar je v teh izjemnih okoliščinah ključno, dodaja direktorica. V tem času pa ohranjajo stik tudi s prostovoljci. Povabili smo jih tudi k sodelovanju, vkolikor bi imeli kakšne kadrovske stiske. Zaenkrat pa jih ne želimo še izpostavljati, bom rekla, tej situaciji, vkolikor bi se pa znašli z okužbo in bi potrebovali kako dodatno pomoč, pa že imamo pripravljen nabor. Prostovoljci so bili zelo odzivni, povabili smo jih in imamo že tudi kar nekaj imen oziroma posameznikov, na katere se lahko obrnemo. Cizljeva pa je ob tej priložnosti nagovorila tudi svojce. Svojcem se želim ob tej priložnosti najprej zahvaliti, ker razumejo to našo stisko, ker razumejo oziroma sodelujejo pri vseh teh omejitvah, ki jih imamo. Zahvalimo se jim tudi za to, da stojijo svojim sorodnikom ob strani, ker skupaj z njimi pravzaprav lahko bistveno in zelo zmanjšamo stisko stanovalcev. Želim sporočiti, da so še vedno zelo, zelo dobrodošli njihovi klici, video povezave, sporočila, naj nas pokliče, naj se povežejo z nami in seveda vsi skupaj upamo, da ta situacija čim prej mine. Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je prejšnji teden ogledala primer oroševanja sadovnjaka Eurosada v Krškem z namenom preventive pred pozebo. Zadnje dni je v Sloveniji mraz ponekod prizadel sadjarje, ki bodo obdelni ali celo ves pridelek. Zato je za večjo zaščito pred vremenskimi vplivi nujna večja preventiva. V sadovnjaku Eurosada v Krškem se na površini 50 hektarjev odzivajo preventivno proti pozebi z zelo učinkovitim sistemom oroševanja. Mi smo to investicijo izpeljali na nek način lani, dokončali letos, ko smo se na osnovi razpisa, ki je bil 2018 po tistih močnih pozebah 2016 in 2017 prijavili na razpis. Gre za 50 hektarjev, kjer imamo kompletno oroševanje, namakanje in pa tudi vse površine pokrite z mrežami proti toča. Ta naložba je, kar se tiče samo oroševanja in namakanja, znašala 1,3 milijona evrov. Od katerih je bilo zaradi tega posebnega razpisa 70% nepovratnih sredstev. Ko pogovorimo o celotnem paketu, ki smo ga izvedli v zadnjih 3 letih, je pa 3,5 milijona. Seveda govorimo še o mnogih investicijah obnov, naj si bo jablane, hruške, breskve, slive in pa kostanjevice tudi češnje. So bile naše investicije 3,5 milijona, od katerih smo dobili 2 milijona nepovratnih sredstev oziroma jih bomo še dobili. Eurosad namerava sicer omenjeni sistem razširiti. Pri tem računa na denarno podporo tako strani Evropske unije kot države. Kozole ob tem izpostavi težavo dolgih birokratskih postopkov. In tu je naloga kmetijskega ministrstva, okoljskega in pa infrastrukturnega, da najdejo krajše poti, da se ta dovoljenja čim prej dobijo. Da so zadeve birokratsko kompleksne, seveda to drži, ampak dejstvo je, da tega se ne da rešiti na kratek rok, predvsem se pa ne da tega reševati v obdobju, ko zaključujemo finančno perspektivo. Zato se, kot dodaja Pivčeva, zelo intenzivno pripravljajo na to, da prihodnjo finančno perspektivo pričnejo s čim manj birokratskimi ovirami. Lahko pa povem, da že sedaj v drugi paket proti kriznega zakona ali pa PKP proti korona zakona
zakona vnašamo določene spremembe, s katerimi si želimo seveda čim bolj ali pa s katerimi bi posegli v krajše postopke, v olajšano pridobivanje različnih dovoljenj potrebnih za to vrstne investicije in pa tudi oprostitev določenih postopkov, da bi seveda lahko takšne investicije čim hitreje in pa čim bolj enostavno stekle. Ministrica je po ogledu postopkov reševanja dejala, da zaradi suše in pozebe vsako leto v Sloveniji izgubimo del pridelka. Jutranja pozeba, ki je v zadnjem tednu prizadela Slovenijo, pa po ocenah direktorja Eurosada ni tako uničujoča, kot je bila v preteklih letih. Škoda nekako ni pričakovati, da bi bila takšna kot 2016 in 2017, je pa nesporno, da tam, kjer bojo sadjarji imeli veliko stopnjo poškodovanosti in večjo škodo, je to za njih zelo, zelo boleče. Vse negativne temperature vedno povzročijo neko škodo, še posebej, če so to v cvetenju. In tudi današnji dan sigurno ne doprinese k temu, da bi bilo sadjarskim kulturam boljše. Po prvih ocenah sedaj ocenjujemo zgolj na število cvetov, ki so pomrzli, kjer prerezi kažejo črno barvo, in že zdaj lahko zaključimo, da je v 30 hektarjih breskov na našem območju narejena veliko škodo. Ocenjujemo je tam med 70 in 100% celo ponekod. Enako so pozeble češnje v proizvodnih nasadih in tudi marelic verjetno letos ne bo. Pri hruškah je ocenjena škoda med 60 in 80%. Pri jablani, ki je takrat tudi bila v času cvetenja, ocenjujemo na teh 600 hektarjih, koliko jih je v Posavju, oziroma majčkeno širše tudi proti Dolenjski, škodo med 50% in 80%. Seveda to je zgolj v številu pomrznenih cvetov. In kaj lahko iz tega sledi? Kot pojasni Brencetova, imamo dva scenarija. Vkolikor so te poškodbe večje, tiste, ki jih danes ne moramo niti opaziti pod povečevalnim steklom, ki ne vemo, kakšne so, se lahko zgodi, da bomo imeli na koncu res neke čist nizke pridelke, nekih zveriženih jabolk, ki bojo na koncu primerne zgolj za industrijo. Lahko se zgodi pa tudi nekaj, da je morda tistih 40-50% cvetov, ki so ostali, lahko zagotavlja morda celo soliden pridelek, ampak to bomo videli šele v naslednjih dneh. Kaj bo nova situacija prinesla v slovensko kmetijstvo? Pogovarjali smo se z agrarnim ekonomistom Alešem Kuharjem, ki pravi, da vse napovedi, ki jih beremo od znanih strokovnjakov iz Slovenije in tujine, kažejo na precejšen izpad družbenega produkta. Vsekakor je za pričakovati spremembe, zmagovalci teh šokov pa bodo tisti, ki so dobro pripravljeni. Države, gospodarstva, podjetja, ki imajo zelo vitalen in operativno sposoben način delovanja in ki so se zmožni hitro obrniti, še dodaja. Kako se torej kaže vpliv epidemije novega koronavirusa na kmetovanje? Če pogledamo lokalno slovensko kmetijstvo, zaenkrat imamo težave predvsem pri prodaji. Vlada ni omejevala gibanja pridelovalcev, ki imajo zdaj seveda obilico dela, veliko opravil kmetijskih je vezanih v ta spodnji spomladanski čas. Večina pritiskov, ki se v tem trenutku se kaže na zastoj nekaterih izvoznih aktivnosti, se pravi, ko kmetje svoje kmetijske pridelke, kmetijske surovine prodajajo v tujino, predvsem v Italijo, in tam pa seveda zaradi zastoja gospodarstva vidimo, da prodajne aktivnosti padejo, zato seveda se v Sloveniji kopičijo določene zaloge, kar bo imelo verjetno kar negativne posledice, ker teh izvoznih kapacitet seveda slovenski trg ne more absorbirati. Živilske industrije teh surovin ne more odkupiti, ker seveda zato nima prodajnega trga. Drugače je pričakovati posledice na srednji rok in te posledice se bodo izkazovale predvsem, ko se bo bolj kot ne ponovno začelo zaganjati gospodarstvo, ko se bodo sprostili tržni tokovi. Ta hrana pa kmetijske surovine, ki so bile proizvedene v obdobju večjih teh karanten in zapiranja držav, se bo seveda sprostila in to bodo močni pritiski na cene, kar bodo seveda pridelovalci občutili kot izpad potencialnega prihodka. Tako da tiste hujše, bi rekel, posledice bodo verjetno prišle kasneje. No, ampak med vladnimi priporočili in pravili, ki vplivajo na kmetovanje, so zagotovo tudi zaprti restavracij, gostiln, šol, vrtcev, nekaterih tržnic, tudi to vpliva vsekakor. Nedvomno, se pravi, te prodajni kanali, ki so zaprti, vplivajo. Zdaj slovensko kmetijstvo kot tako, vi ste me spraševali o kmetijstvu,
Kmetijstvo proizvaja surovine, ki jih potem živilsko-predelovalna industrija odkupuje, tako da te posledice bodo čutili nedvomno kasneje. Tisti, ki prodajajo na tržnicah, seveda tole prvo sezonsko zelenjavo, pa to čutijo že zdaj. Trenutno stanje nekako sili k večji samooskrbi. V kolikšnem deležu je Slovenija samooskrbna? Ja, zdaj, verjetno poznate moje mnenje o samooskrbi in o tem, bi rekel, razpravljanju o samooskrbi. Nisem ravno največji zagovornik, ker strokovno gledano ta izraz ni najbolj natančen, nam ne pove zelo veliko. Zdaj, če pa že želite izvedeti, kakšna je samooskrba, je zaskrbljujoče nizka, ampak ta nizka samooskrba je posledica neustrezne razvojne politike države Slovenije v zadnjih 25 letih, kjer se je močno zapostavljal pomen krepitve povezave med domačim kmetijstvom, ki predeluje kmetijske surovine, in med živilsko-predelovalno industrijo, ki te surovine odkupi. Glavnine uspešnih držav, ali pa praktično vse uspešne države, namreč močno spodbujajo ravno to povezavo med domačimi pridelovalci surovin in industrijo, ki te surovine predela v konkurenčne izdelke, potrošnikom prilagojene izdelke. Zdaj, v Sloveniji politika tega ni spodbujala, ni zmogla, ni znala, ni želela, in potem rezultat nizke konkurenčnosti je seveda tudi slab proizvodni potencial in nizka samooskrba. In pri katerih živilih imamo največ zalog, pri katerih najmanj? Ja, najbolj, treba je seveda tukaj gledati, kje imamo mi kot država neke ustrezne naravne danosti, kjer imamo mi ta potencial za to, da bi razvili proizvodno. Nedvomno to mlečna industrija mesa govedi, tukaj so stvari razmeroma dobre na prvi pogled, vendar kljub vsemu podrobnejše analize pa pokaže, da kljub visoki stopnji samooskrbe na področju mleka je velik del surovin, ki jih Slovenci pojemo, iz uvoza. Se pravi, mi imamo na področju sirov več kot polovico sirov iz uvoza, mlečni izdelki smo v rangu 60-70% preskrbljeni za domačo hrano, ostalo pa je uvoz. Tako da ta visoka stopnja samooskrbe na področju mleka nam ne pove kaj dosti, ker je pa stanje na trgu, ki se pomeri z drugimi bolj zahtevnejšimi kazalniki ekonomskimi, je pa nezadovoljujoče. Potem pa je seveda težava tudi pri zelenjavi. Slovenci sicer pridelujemo zelenjavo v ohišnicah, polovica gospodinjstev verjetno ima dostop, pa bolj ali manj intenzivno prideluje zelenjavo, vendar ko pa govorimo o tržni samooskrbnosti, se pravi, kaj se od zelenjave, ki jo najdemo na policah, pridela v Sloveniji, je pa številka porazno nizka. Pri solatnicah recimo je v rangu 7–10% solate, ki jo mi najdemo na formalnem trgu, se pravi, ne tista, ki je pridelana v ohišnicah, je v bistvu slovenskega porekla, vse ostalo je iz uvoza. Ker seveda pridelava zelenjave je izrazito zahtevna z vidika tehnologije, pa tudi ali pa predvsem z vidika organizacije, z vidika trženjskega procesa, tukaj pa zelo zaostajamo v vpeljevanju sodobnih principov. Potem je zanimiva zelo visoka, pa še zmeraj, tukaj je potrebno izpostaviti kot en pozitiven primer, je pridelava in prireja piščančjega mesa. Tukaj imamo 3 zelo močne in konkurenčne verige, povezave med pridelovalci, se pravi med rejci piščancev in predelovalne industrije, zelo ugoden rezultat in konkurenčna veriga. Tako da razlike so, ampak kot rečeno, samooskrba ni primeren izraz ali pa fokus, ker ne pove dejanskega stanja na trgu. Enostavno primerja 2 agregata, ki sta pa z vidika potrošnika irelevantna. Kako je z nabavo reprodukcijskega materiala v tem času? Tu se tudi najbolj pojavljajo težave. Na začetku krize smo raziskovalci, znanstveniki močno izpostavljali, da je ravno tukaj potrebno
usmeriti napore za intervencijo države, ker seveda, če mi v tem trenutku kmetje nimajo dostopa do reprodukcijskega materiala za spomladanska dela na poljih, se pravi na njivah, v bistvu imamo lahko zelo, zelo veliki spad, sezonski, celoletni spad. In tukaj bi seveda kazalo preveriti, kakšno je stanje za dobavo repromateriala. Tukaj so trgovine, nabavne poti za kmete niso zaprte, skratka tukaj je področje ustrezno urejeno. Vprašanje pa je, kakšne so zaloge teh trgovcev, ki ta repromaterial oskrbujejo, in predvsem kakšna je likvidnost večjih tržnih kmetijskih podjetij, kmetijskih pridelovalcev, ker teza moja je, da bodo v tej krizi ravno tisti najbolj razviti, najbolj napredni kmetje v bistvu najbolj oškodovani, oziroma bo škoda pa izpad dohodka najbolj kritičen ravno pri najbolj razvitih in najbolj naprednih kmetih, ki seveda obračajo večje prihodke. Se pravi, glavnina kmetov v Sloveniji pa je kljub vsemu majhnih, samooskrbniških kmetij, ki pridelujejo pridelke bolj kot ne zase. Pri teh pa seveda, ki tako ali tako niso eksistenčno odvisni od kmetijstva v smislu prihodkov, ta kriza ne bo, bi rekel, povzročila nekih drastičnih škod. Kako pa je z delavci v tem času? Delo v kmetijstvu zaradi epidemije ne bo mogoče s pomočjo tuje delovne sile, vsaj zdaj ne, v naslednjih tednih? Ja, to beremo. Nekatere specifične panoge, sicer so zelo, zelo majhne te panoge. Hmeljarstvo je nekaj desetink odstotka deleža kmetijstva. Sicer gre za zelo napreden, močno razvit kmetijski sektor, vendar majhen po pomenu, in oni so seveda v teh kritičnih trenutkih močno odvisni, in je to fizično delo temeljilo na delavcih iz tujine. Tukaj je država sprejela, jaz se na stroko zdravstveno epidemiološko ne spoznam, vendar je ta ukrep prepovedi migrantskih delavcev relativno strog. Upam pa, da se bo tukaj našla rešitev in finančno stimuliralo in ponudilo neko nadomestilo za višje prihodke ljudem, ki bodo pa iz Slovenije ta težka dela opravljali. Tako da gre pa za relativno majhen problem, če ga gledamo zdaj kot dogajanje v celotnem kmetijstvu. Gre za nekaj 10 kmetij, ki so sicer zelo napredne, zelo, bi rekel, mednarodno konkurenčne in pomembne, vendar je kljub vsemu to majhen problem. Ali menite, da bo kriza povzročena s koronavirusom dolgoročno vplivala na kmetovanje oziroma na naložbeno sposobnost kmetov in tudi kupno moč kupcev? Ja, za vse napovedi, ki jih vidimo, to je bolj cilja, mislim, to vprašanje je potrebno odgovoriti za splošnimi posledicami v gospodarstvu, in vse napovedi, ki jih beremo, priznanih strokovnjakov, tako iz Slovenije kot tujine, kažejo, da bo izpad družbenega produkta precejšen, in to seveda močno potem v globaliziranem svetu, ki smo močno povezane ekonomije med seboj, močno zamajajo vse sektorje, zelo močno odjekne potem kriza, tako da definitivno je pričakovati spremembe. Zmagovalci teh šokov bodo pa tisti, ki so dobro pripravljeni, ki imajo države ali pa gospodarstva, podjetje, ki imajo zelo vitalno in operativno sposoben način delovanja, ki so se zmožni hitro obrniti. To pa bo seveda, kot vedno, temeljilo na usposobljenih zaposlenih, na dobrih vodstvih in tako naprej. Tako da jaz upam, da je takih kmetij in takih podjetij v Sloveniji veliko in da bomo se boljše odzvali na šoke, se pravi na te gospodarske šoke po umiritvi epidemije, kot recimo smo se na katere druge šoke odzvali. Upam, da je zdaj kljub vsemu dovolj nekega razvojnega naboja v podjetjih in kmetijah, da bodo znali ta šok dobro prebroditi. Epidemija novega koronavirusa ima velik vpliv tudi na delovanje kulturnih ustanov. Še pred začetkom epidemije pri nas so se vrstile odpovedi prireditev in dogodkov. Kako v teh tednih poteka delo v Kostanjeviški galeriji Božidar Jakac?
Trenutno se osredotočajo na zadeve, ki se neposredno tičejo kulturne dediščine in zbirk. Galerijo smo zaprli seveda takoj, ko smo dobili navodilo strani NIJZ in pa strani Ministrstva za kulturo, za obiskovalce. Tiste prve dni smo še delali v hiši normalno, seveda je dela za naše strokovne in pa tudi za druge delavce v hiši dovolj tudi takrat, ko nismo odprti za obiskovalce. Potem pa, ko so zadeve eskalirale, smo določene ljudi odredili jim delo od doma, predvsem strokovnim delavcem. Delo poteka zelo dobro, moram reči. Imamo redne tedenske videokolegije, kjer odredimo, kaj se bo tisti teden počelo. Skoncentrirani smo pa predvsem na zadeve, ki se tičejo tako imenovanega sklopa 1, kar pomeni zadev, ki se tičejo direktno kulturne dediščine in pa naših zbirk. Pri tem seveda veliko objavljamo na Facebooku, na drugih družbenih omrežjih, Pinterestu, Twitterju. Vsak dan objavimo kako umetnino, objavimo kakšno razmišljanje, reminiscenco, spomin kustosa na kakšno razstavo oziroma kako je potekalo delo v tisti razstavi, kaj je bilo pomembno in tako naprej. In mislim, da imamo tudi dober odziv. Seveda smo pripravili tudi neke pedagoške vsebine, ki smo jih posredovali šolam. Odprli smo en javni natečaj za otroke do 27. aprila. Tako da smo dejavni in smo ves čas v kontaktu z publiko. Ni pa to seveda enako, kot je delo z publiko v samem muzeju. Kako je z razstavami, ki ste jih načrtovali v letošnjem letu? Glede na to, da smo seveda eden največjih slovenskih muzejev in da imamo 4 razstavišča, v katerih prirejamo razstave, jih ponavadi načrtujemo tako, da prideta nekje 2 na razstavišče. Zato smo zaenkrat naredili samo to, da smo te prve spomladanske razstave zamaknili. Nismo jih še popolnoma ustavili. Čakamo seveda naslednja navodila. In nekako načrtujemo, če bi bilo možno v juniju že začeti s kakšnimi aktivnostmi, da bi lahko v večini letošnji program speljali. Imeli bomo seveda nekaj težav, ker je letošnji program zelo mednarodno spet usmerjen. Prvo razstavo, ki bi jo morali zdaj maja odpreti, je ravno slikar, ki živi v Milanu, torej središču vsega evropskega dogajanja koronavirusa, bi lahko rekli. Tam smo imeli zadeve pravzaprav pripeljane že zelo daleč. Umetnine so bile odbrane, so v njegovem ateljeju zapakirane in čakajo na transport. Ogledali smo si jih, besedila so pripravljena, katalog je praktično pred oblikovanjem. Seveda se je pa vse skupaj ustavilo, ker umetnin ni tukaj. Zdaj bomo videli, kako bo, ko se bodo zadeve normalizirale. V kolikšni meri bo to vrsten transport stekel, seveda tudi umetnik iz Milana potrebuje dovoljenje njihovega ministrstva za kulturo, za izvoz in tako naprej. Naslednja majska razstava bi pa bil avtor iz Banja Luke, torej imamo spet neko mednarodno sodelovanje. Kustos je ugledni profesor iz Beograda, tudi tukaj verjetno bo nekaj težav, enakih kot pri avtorju iz Milana, tako da bomo videli, kdaj se bo zadeva pravzaprav sprostila do te mere, da bomo lahko začeli z razstavami. Kaj pa ostale razstave, ki jih načrtujete do konca leta? Z ostalimi razstavami je to pod vprašanjem, glede na to, da boste te razstave, ki so bile v spomladanskem času predvidene, zamaknili, kot ste rekli? Verjetno bomo samo reorganizirali kompletne datume razstav, predvidevam zaenkrat, ker, kot sem dejal, so 2 razstavi v razstaviščih in se ponavadi pri nas te razstave precej dolge, 3 do 4 mesece. Zdaj bi pač bile krajše, bile nekje 2 meseca, mesec pa pol, tako kot tudi so običajno razstave v nekih drugih razstaviščih. In še vedno smatramo, da bi to bilo dovolj, da tisti, ki so zainteresirani, seveda si postavitev pogledajo.
Letošnja sezona bo prav gotovo specifična in vsi se bomo prilagajali. Nihče pravzaprav ne ve točno, kako se bo zadev lotil in kdaj. Tudi ko se pogovarjam s kolegi, vsi seveda imamo največ težav ravno s temi mednarodnimi povezavami. Z nastalimi razmerami se bodo vsekakor zmanjšali tudi stroški oziroma prihodki. Ali ste pripravili kakšno oceno pričakovanega finančnega izpada? Smo, ja. To je tudi pravzaprav že zahteval nekajkrat od nas naš glavni financer, Ministrstvo za kulturo. Stroški seveda se ne bodo pravzaprav zmanjšali, kajti galerija mora delovati tako, kot deluje takrat, ko so ljudje. Pogoje v samem muzeju moramo vseeno vzdrževati do te mere, kot to pritiče tem materialom. Izpad pa bo precej velik v prihodku. Nekje smo ocenili, da bi od začetka koronavirusa pa nekje do konca maja, od začetka junija pravzaprav ta izpad beležili okrog 15.000 evrov samo z vstopninami in pa z organiziranimi šolskimi in pa drugimi obiski pri nas. Kdaj pričakujete oziroma upate na ponovno odprtje Galerije Božidar Jakac? Zelo težko napovedujem, zelo težko se tukaj lahko spekuliram. Zdaj seveda, če nekako gledamo, kaj se dogaja v tistih centrih, v tistih žariščih, ki se vse skupaj začelo prej, je še vedno nekako v veljavi ta karantena, še vedno so institucije po Evropi zaprte, v Italiji recimo, ki je bila nekako 14 dni pred nami. V tej zadevi težko rečem, me pa recimo veseli novica, ki sem jo zasledil ta teden, da so po ukinitvi teh razmer na Kitajskem in pa na Japonskem, pravzaprav tam, kjer se je to zgodilo, ljudje množično šli potem gledati te neke njihove kulturne znamenitosti. Torej je verjetno ta nek pomemben socialni element vključen tudi v obiskih inštitucij, kot smo mi. Spoštovani gledalci in gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Vse aktualne informacije v zvezi z novim koronavirusom so na ogled v našem informativnem bloku Korona Info, ki je na sporedu vsak dan ob 18. uri in prav tako na našem spletnem portalu eposavje.com. Hvala za pozornost in nasvidenje.